Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Lepo pozdravljeni naši zvesti spremljevalci podcasta Mladost na kmetiji. Tokrat nas je raziskovanje slovenskega podeželja popeljalo v Prešnico pri Kozini in sicer na stičišče treh svetov. Tu smo obiskali zakonski par Benčina. Z nami sta Saša in Domen, ki živita na kmetiji, ki po domače rečejo pri Birtovih. Saša in Domen, prav lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Ja, veseli me, da sta naša tokratna gosta in če na začetku razčistimo tale pojem, ki sem ga na začetku povedal, da živite na stičišču treh svetov. Kaj to pravzaprav pomeni? Ja, naša kmetija je locirana na stičišče treh svetov, kakor pravimo tukaj v naši vasi. Namreč tukaj se stika področje Brkinov, Čičarije in Istre. Je pa pokrajina v bistvu značilno kraškega značaja, tako da res en preplet različnih svetov, po domače povedano. Saša in Domen sta starša 2-letne Eve, prav kmalu pa se bo njihova družina povečala, saj pričakujeta drugo rojenko. Sta kaj manj nervozna kot pa pred rojstvom Eve? Absolutno. Tisti let sva že prebila in zdaj greva dosti bolj pogumno tem novim zmagam naproti. Pa tudi izkušnja iz prvega rojstva je prekrasna, res je bilo lepo, tudi precej enostavno za njo in zame, tako da se že veseliva tudi druge. Ja, čestitke in vse dobre želje že vnaprej. Sicer o družini in vzgoji bomo nekaj rekli še na koncu. Pa če se zdaj malo osredotočimo na vašo kmetijo, zdaj vaša glavna dejavnost je reja krav molznic in s tem tudi povezana pridelava visokokakovostnih mlečnih izdelkov. Je pa vaša kmetija še veliko več kot to, kar bomo tudi spoznali v nadaljevanju. Zdaj, ko sem vaju vprašal, ko smo se že pripravljali na tale pogovor, kako bi se predstavila, sta mi nekako tako dejala. Oba sva predana ohranjanju tradicije, običajev, starih kmetijskih praks z enakimi načeli in vrednotami, in od tod tudi najina ljubezen do kmetijstva in pridelave hrane. Zakaj vama to tako veliko pomeni? Kako da sta ponotranila te vrednote, o katerih govorite? Tradicija, očitno je, da vama tradicija res veliko pomeni in da sta to ljubezen do kmetijstva, da sta jo res, da jo živita in od vaših prednikov sta na nek način tudi podedovala, čeprav ti, Saša, imaš drugačno zgodbo, pa jo boš morda še povedala nekoliko kasneje, ampak odkje si morda tudi ti, Domen, navdušil Sašo za ta način življenja, ki si ga ti živel v bistvu od malih nog? V bistvu jaz sem živel tako, kakor živim. Nisem se nič posebej prilagajal, prikazoval nekaj drugega, ampak enostavno bil to, kar sem. In mogoče je bilo njej to malenkost bolj zanimivo, ker prihaja iz drugega, bolj urbanega okolja, kakor smo mi tukaj na vasi, in taka sprememba v življenju je en izziv. Ja, zame je bil kmet pač tisti kmet, ki si ga predstavljaš, nek star, neizobražen človek. In potem, ko sem spoznala Domna, ki je bil pač mlad, razgledan, pač res poln nekih idej in vizije, kako naprej delati na kmetiji, pač res nekaj novega, je ta ljubezen se je nalezla, no. Še name. Super. Ste kmetija, na kateri živijo 3 generacije? Kdo vse živi in dela na kmetiji? Na kmetiji so v bistvu moji starši, mi dva pa potem najina hčerka Eva. Žal nas je v bistvu še 4. generacija ravno v lanskem letu zapustila, ki je bila tudi ena tako, bom rekel, še širši pogled kmetijstva, no, pač še ena praksa, starejša praksa, ki je nekako to naše delo dopolnjevala. Zdaj, kot sem že omenil v tej uvodni predstavitvi, je vaša glavna dejavnost reja krav molznic, ampak res delate in ukvarjate se pa še z mnogimi stvarmi, z marsičim. Nam lahko opišete, Domen, morda ti za začetek, kaj vse je del vaše kmetije? Mislim, skoraj bi lahko rekel, da ni pri vas, no. Ja, naša glavna dejavnost je, kakor ste omenili, reja krav molznic z namenom v bistvu pridelave in predelave mleka. Zdaj v zadnjih letih, predvsem po koroni, kakor rečemo, nekako po letu 2020, smo še dodatno razvili to našo
predelavo mleka. Poleg tega je povpraševanje kar veliko, tako da nas nekako to vleče naprej, pa nam predstavlja tudi nekako glavni vir dohodka. Zdaj, k tej naši dopolnilni dejavnosti pa počasi dodajamo tudi ponovno razvoj turizma na kmetiji oziroma našo kmetijsko dejavnost skušamo predstaviti tudi mlajšim generacijam, jih navdušiti za to. Tako da s tem namenom počasi urejamo naš živalski park, razvijamo take izlete na kmetijo, poldnevne, celodnevne, različne dejavnosti, ki se tudi povezujejo recimo z učnim načrtom v šolah, tako da že majhnim skušamo prikazati, da je to življenje res lepo, čudovito, čarobno, edinstveno. Imate pa tudi pravi mali živalski vrt, od krav, prašičev, kokoši, oslov, zajcev, drobnice, ponijev. Imate tudi sadovnjak in vinograd. Kako je razdeljeno delo? Na naši kmetiji je taka praksa, da se v bistvu pri delu dopolnjujemo. Sicer vsi znamo opraviti vsa dela na kmetiji, tako da v primeru, če kdo v tistem trenutku oziroma tisti dan nekega dela ne more opraviti, da ima neke druge obveznosti, potem vskočimo drugi člani, tako da to je ta čar družinske kmetije, da se pri delu dopolnjujemo. Zdaj, delo je razdeljeno tako nekako, da mami in ati poskrbita za vrt, za te manjše njive, za v bistvu po domače povedano zelenjadarstvo, tako da že v teh zimskih mesecih nekako pripravljata sadike, potem spomladi sadita, postavljata kapljično namakanje. Jaz imam bolj živinorejo in poljedelstvo, pa pripravo krme. Saša pa poskrbi bolj za gospodinjska dela, za sirarno in kar je povezano bolj z domačijo. Pa tudi seveda za promocijo kmetije. Skrbi bolj za socialna omrežja in podobno, tako da ostanemo vseeno v stiku s svetom. In s tujejezičnimi obiskovalci. Ja, to je pa moja šibkost, tako da se že pri tem dopolnjujeva. Nekaj pa je tudi tistih nezaželenih živali, tistih nedomačih. Ja, to je pa kar velika težava na tem našem terenu. Namreč to stičišče Istre, Krasa in Brkinov je precej redko poseljeno, tako da imajo tudi divje živali precej prostora za gibanje in razmnoževanje, tako da to so nekako vzele kot njihov življenjski prostor, kamor jih nobeden ne preganja. Tako da se tukaj pri nas pojavljajo v zelo velikem številu divji prašiči, jelenjad, ki dela čedalje več škode tudi na travnikih in pašnikih. Tukaj so pa potem še tudi zveri, šakali, občasno volkovi in občasno tudi medvedka z mladiči, ki v bistvu sicer se ne tukaj naseli, ampak prehodno pride, ko se pomika potem proti Istri nekako v teh zimskih mesecih. Vemo, da medvedi ne spijo več po zimi, kakor so spali včasih, tako da nas občasno obišče. Ja, zdaj, Domen, vaši prvi zapisi govorijo o obstoju vaše kmetije že tam leta 1762, čeprav po ustnem izročilu Sovaščanov naj bi bila vaša kmetija še starejša in veljala za eno večjih ter premožnejših kmetij v bližnji okolici. Tako da ima kmetija pri Birtovih res dolgo tradicijo. Od kje pa izvira to ime? Ja, naša kmetija ima tako kar bogato zgodovino. Kakor ste omenili, njeni prvi pisni zapisi nekako segajo v leto 1762, čeprav ustno izročilo pravi, da je v bistvu še starejša. Sprva je kmetija nosila drugo ime, ki ga sicer danes ne poznamo, se je izgubilo. To ime, ki ga kmetija oziroma domačija nosi danes, pa se je oblikovalo nekako med Prvo svetovno vojno, ko so to našo družinsko kmetijo nemški vojaki poimenovali Birtovi, ker je nekako v bistvu
Ta kmetija je bila dovolj velika in močna, da je poleg velike družine, ki je bila tukaj, uspela nahraniti tudi kar precej vojakov. Seveda tudi pogostiti s pijačo in tudi to ime Birtovi, ki je nekako izpeljanka iz nemške besede Wirt in pomeni gostilničar oziroma nek velik gospodar. In to je s časom postalo sinonim za našo družino, za naše delo, ki nas spremlja še danes in mi smo ponosni na to ime. Tako da ga radi uporabljamo. Mimogrede tudi na Facebooku sem z namenom v bistvu predajanja teh naših značilnosti z tega področja svoj Facebook profil naslovil Domen Birtov, zato da nekako gre ta tradicija, to izročilo naprej. Ta domač priimek, ki je bil nekdaj, da se drži in gre naprej. Domen, v čem pa si ti videl, da si zagrabil to priložnost, ker vem, da tvoji starši jim ni bila prva prioriteta kmetovanje, ti pa si zdaj nekako presekal to in si imel res tudi menda zelo lep zgled pri Nonotu Toniju, drži? Ja, drži. Ja, ta odločitev, da postanem kmet, ni bilo nekaj, kar bi se zgodilo tako čez noč. Sploh pa ne zaradi denarja, ki ga nekateri v bistvu danes na kmetijah vidijo, oziroma si ga predstavljajo, ker vsi pomislijo, poglejte, s kakšnimi stroji se vozijo, kakšne domačije imajo, ampak se žal ne zavedajo, da je to dejansko osnova za naše delo. Tako da jaz sem kmetijo vedno dojemal kot del svoje identitete, tudi družinske zgodovine in vse je to kmetovanje v bistvu, ki sem ga videl pri Nonotu Toniju, v bistvu kar zapisalo v mojo podzavest. In tako sem že v prvih letih življenja, ko sem spremljal njega pri tem njegovem delu, nekako in opazoval v bistvu, kako to dela, s kakšno ljubeznijo, kako poskrbi za živali. Te drobne stvari so si mi zapisale globoko pod kožo in to me nekako žene še naprej, tudi jaz bi rad bil tako, kot je bil on. Ja, res lepa popotnica. Saša, ti si po izobrazbi diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, Domen pa gimnazijski maturant z dodatno opravljeno maturo tehnika računalništva. Vsak bi torej v svojem poklicu zlahka našel delo, a sta se odločila za življenjsko pot na kmetiji. Saša, dobro leto si zdaj zaposlena na kmetiji, predtem pa si delala v vrtcu. Kaj je bilo odločilno, da si se odločila, da postaneš del družinske kmetijske zgodbe? Dejavnikov je več. Zakaj? Glavni pa je bil pomanjkanje časa. Jaz sem se sirarstva priučila med korono, ko je bil lockdown, nismo mogli biti doma. Takrat sem se od njegove mame priučila vsega, kar je ona vedela, mi je predala vse svoje znanje in sem potem v naslednjih letih to delala kot hobi, popoldne, ko sem prišla iz službe. Potem sva bila postavljena pred dejstvo, če grem jaz v službo, potem kdo bo skrbel za otroka, Mislim, otroka pa malo lih zaradi tega, ker si želiš preživeti čas s svojim otrokom in to nikakor ne bi šlo skozi in sva se odločila, da narediva ta korak in ostanem doma in poskusimo, kako to funkcionira. In funkcionira odlično. To je vedno zanimivo vprašanje oziroma še bolj zna biti zanimiv odgovor. Kje in kdaj sta se spoznala? 10 let nazaj, sem imela jesenih 16 let, rosnih 16 let, jaz sem šla po pločniki na sprehod, ne vem niti kam točno. Pomagati tvoji kolegici, ko je imela učne težave. In ti si šel pa v Tero na Kozini, v trgovino z gradbenim materialom, po neki teta. Obnavljal sem en stroj takrat. Fotografski spomin. Ja, šel sem po material za obnovo in to je bilo čisto naključno, tako sva se naključno srečala. Ti si me videl, jaz si se takoj zaljubil, takoj sem ti padla v oči. Tako, in potem očitno naj je Bog res hotel združiti oziroma nam nekako povedati, da moramo narediti en korak, oziroma vsaj meni je govoril. Potem sva se še čisto naključno drugič srečala pred šolo, pred vrtcem.
Moj brat je bil takrat zaposlen v vrtcu v kuhinji, Saša je bila ravno takrat Na praksi v vrtci. Na praksi v vrtcu. Jaz sem šel po brata in Jaz sem končala delati. ona je pa končala delati. Tako da, Sva se videla pred vrtcem. ja, Potem- sva se spet srečala in potem je pa dalo meni tako en pogum, da sem jo poiskal dejansko na Facebooku in ji pisal, ker takrat je bilo tisto srečanje tako hitro, da ni bilo časa niti navezati stika, ker drugače bi bilo tako. Tako da, evo, v tem primeru nam je tudi tehnologija pomagala. In čeprav se takrat nisva poznala, ker je tako, naši kraji so dokaj majhni, ampak 4 leta razlike v osnovni oziroma srednji šoli je to cela večnost. Takrat se nismo družili in mi je bilo prav zanimivo, da dejansko naši kraji imajo tudi take lepotice, take prijetne gospodične. Ja, to Ja. si mi res napisal. Ja, res lep komentar doma. In to mi še danes misliš tako. Definitivno. Saša, praviš, da se je tole izkazalo za res dobro odločitev, da si se odločila, da ostaneš doma. In če se zdaj spomniš, kako pa si se vključila v družino, ko si prišla tukaj, kako si sprejela te nove navade, kajti ti nisi v bistvu navajena kmečkega dela, Ne. si prihajala iz bloka, če se ne Tako motim. je. Sicer moje korenine prihajajo iz kmetije, pač prav otroštvo, tisto zgodnje, ampak potem, ko sta se starša ločila, se je mama preselila v Hrpelje, v blok. Tako da nisem imela nobenega stika, ne z živalmi, ne s stroji, ne z zemljo, nikakor. Ko sem pa začela z Domnom hoditi, zmenkovati, ni bilo druge, kot da pridem jaz sem in sem z njim pri delu. Pač on je imel veliko dela in si ni mogel kar vzeti časa, vsak, ne vem, 2krat na teden, 3krat, da bova pa midva po kafičih hodila. In tako je potem zraslo. Vedno sem mu malo pomagala, pa sem hodila z njim, pa da je probi malo voziti traktor, pa da greva pomost krave, pa je prišlo. Čudovito. Potem največji preskok se mi zdi pa, da je bil med korono, kot sem rekla, ko sem se priučila tega sirarstva, to je bil res največji korak. Jaz mislim, da še v bistvu, en trenutek je bil tudi ključen in to je bilo takrat, ko sem imel jaz ene zdravstvene težave in je mogla Saša v bistvu prevzeti vse moje delo. Tako da to je bilo leto 2020, čisto v začetku Ja, se leta. res sem čisto pozabila. Namreč jaz sem mogel iti za 2-3 dni v bolnico in takrat je že tako dobro poznala to delo, ga je že tako dobro osvojila, da je dejansko ona poleg službe, ki jo je že takrat imela, prevzela tudi to. Tako da sem ji še danes hvaležen in ponosen na njo, da je dejansko sprejela to naše delo in ga tudi sama tako samostojno izpeljala, kakor je treba. Samo še to dodamo, se pravi, poznate se približno skoraj 10 let že, pred Bogom pa ste si večno zvestobo obljubila zdaj približno 2 leti nazaj. Ja. Maja po 2 leti. Maja bo 2 leti. Maja bo 2 leti, 2023, čudovit dan je bil. Tako da nekaj Prehitro je minilo in je še enkrat živela. prehitro je šlo, res. No, zato- Ampak te zato- občutki pa živijo še danes in upam, da celo življenje. No, super. Veseli, da se spomnite tega vsak dan. Zdaj, vaša kmetija je preobrat doživela leta 2013, ko ste ponovno osnovni kmetijski dejavnosti dodali tudi dopolnilno turistično dejavnost in tako postali turistična kmetija pri Birtovih. Ja, drži. V bistvu eno veliko spremembo je že v bistvu naša kmetija doživela leta 2008-2009, ko je bila tista finančna kriza. Takrat se je namreč očetova služba zaključila, oziroma takrat je bil on avtoprevoznik, tako da je bil zaradi finančne krize primoran zapreti njegovo dejavnost in se je kmetijstvo na naši kmetiji spet začelo pobirati, po domače povedano. Pred krizo so že starši obnovili kmetijo, tako da so med krizo, potem ko so ljudje iskali take cenejše opcije za sprostitev, za izlete, hodili tukaj na bližnji Slavnik in
takrat so se pogledi ustavljali na domačiji in nas tudi dejansko spraševali, če je to kakšen kmečki turizem, če se da kaj pojesti, in to je bil tisti glavni preskok. Nam je pa dalo to tako malo razmišljati, kaj pa če bi res se nekako odločili za turizem na kmetiji, konec koncev pridelave hrane je dovolj, hrane imamo dovolj, zakaj je ne bi res ponudili obiskovalcem, ki hodijo tukaj mimo. Tako da takrat smo se odločili za odprtje kmečkega turizma in nekako dopolnitev naše ponudbe. Kmetujete po ekoloških smernicah, vključeni ste v ukrepe v dobrobiti živali, s katerimi zagotavljate nadstandardne pogoje reje. Ja, res skušamo biti kar se da naravni in tudi ta v bistvu dobrobit živali nekako sodi k temu, spada in nekako tudi recimo podnebni pogoji so taki, da lahko v bistvu imamo živali vse leto na paši, tako da s tem načinom nekako zagotavljamo to dobrobit, da jim ponudimo kar se da naravno preživetje, naravne njihove osnovne fizikalne značilnosti, pač vse, kar živali rabijo. Ja, to je v bistvu po eni strani kar redkost, ne, v slovenskem prostoru, da so živali vse skozi zunaj na paši, to pa res prispeva k njihovi dobrobiti, ja, se strinjam. Ja, in potem seveda tudi kakovosti zato izdelkov in zato tudi nekako peljemo to naprej. Čeprav bi bilo včasih lažje enostavno pokidati po hlevu ali pa celo s sodobnimi sistemi to narediti avtomatsko, ne? Ker v teh zimskih mesecih je vseeno malo tako neprijetno molsti zunaj, namreč mi molzemo še na paši. Imamo improvizirano molzišče, v bistvu prenosno, tako da ni ravno najbolj prijetno, ampak nam je ta pomen kakovosti tako pomemben, da se kljub temu, da ni enostavno, odločimo za to in peljemo to stvar naprej. Ja, res vidim, da vodite in upravljate to kmetijo res složno in z velikimi načrti. Domen, ti sicer uradno še nisi, ne, prevzemnik kmetije, kakšni pa so tvoji ali pa vajni načrti glede samega prenosa nate? Ja, to je ena kar tako precej zapletena zgodba, zakaj še nisem mladi prevzemnik. Čeprav so, tako, ko se usedemo z družino, tudi z mojimi starši, večkrat je bila pobuda že z njihove strani, oziroma z njune, od mame in od ata, da bi prevzel kmetijo, da bi kandidiral za sredstva, vendar nam v bistvu tukaj velike preglavice dela zakonodaja, namreč smo solastniki ene večje površine, ki še ni organizirana v bistvu kakor agrarna skupnost, in ker je to v zemljiški knjigi vpisano in so na tej zemlji tudi črne gradnje, ki so mimogrede državne, nam onemogočajo v bistvu uspešno kandidaturo na razpisu. Tako da spremembo zakonodaje, ki upamo, da se bo zgodila, bom potem tudi uradno postal mladi prevzemnik, vendar že zdaj v bistvu s kmetijo upravljam, kakor da tu sem, ker imam vso podporo staršev, da tudi so mi zaupali upravljanje zemljišč, čeprav nisem jaz zemljiško-knjižni lastnik, ampak če je potrebno kaj podpisati, podpišejo oni, upravljamo pa nekako večji del je na meni, vsekakor se pa v bistvu z družino dopolnjujemo in pogovarjamo glede vseh del. Ja, upam, da tale pogovor posluša tudi kdo od odločevalcev, da se te spremembe čim prej omogočijo, da lahko tisti mladi, ki imate željo in voljo, lahko zastavite tako, kot si želite kmetijo. In ko smo ravno pri ciljih in izzivih, pa tudi inovacijah, ne, med drugim si razvil pred leti Birtov kmečki investicijski sklad, ki je del projekta Kmetijstvo 2.0. To se sliši zelo učeno, pa najbrž na kmetih ni vse tako, bomo rekli, učeno, ampak se dokaj enostavno da razložiti, ne. Kaj pravzaprav pomeni ta sklad in kaj je v bistvu osnovna ideja tega sklada? Ja, jaz bi mogoče povedal, zakaj sem poimenoval Kmetijstvo 2.0.
ker to je naš nov začetek. In vsak nov začetek, tako pomemben začetek, si zasluži tudi en tak veličastni naziv. Tako da to je takrat, ko smo v bistvu očetu med krizo kupili eno teličko, ko je ostal doma. To je tisti naš nov začetek 2.0. In tukaj v bistvu nekako tudi to ime. Potem sklad se je pa razvil v moji glavi dejansko med korona krizo. V bistvu ta sklad je precej enostavna zadeva. Mi smo bili postavljeni pred velik izziv in to je bil v bistvu ponudba hrane. Takrat se je na naša vrata usulo kar veliko število ljudi, ki so se hoteli zaščititi pred novim koronavirusom in izogniti nakupom v trgovinah. Tudi takrat so bili ti ukrepi. Bilo je zelo težko priti do trgovin, do kmetije pa dokaj enostavno. In začelo se je pojavljati to, da dejansko je bila naša kmetija premajhna oziroma premajhna ponudba za tako povpraševanje. Zato sem se jaz usedel in tako kar precej tuhtal, kako nekako omogočiti vsem, da pridejo do te hrane. Vseeno je na kmetijah v bistvu za povečanje proizvodnje kar velik izziv v bistvu pridobitev sredstev. Na kmetiji denarja itak nikoli ni dovolj, vedno se v nekaj investira in takrat je bilo tudi za povečanje v našem družinskem proračunu premalo sredstev. In sem rekel, definitivno moram najprej omogočiti dostop do hrane tistim lastnikom zemljišč, ki so nam jih dali že pred to krizo v najem. Nekako čutim to odgovornost, da če so nam zaupali njihovo zemljo in moram povrniti v teh kriznih časih v bistvu s pridelki. Potem na drugo mesto sem takrat v ta osnutek napisal, da bomo hrano v bistvu zagotavljali tistim, ki so naši redni kupci bliže pred krizo, tako da jih moramo tudi na ta način nagraditi, da tudi njih v teh težkih časih nekako jih založimo s hrano. Na tretje mesto, recimo od teh dveh točk je še zmeraj bilo nekaj viškov, pa ponudim tistim ljudem, ki so pripravljeni za našo kmetijo nekaj narediti. In to je v bistvu tako, da oblikoval sem, da nam namenijo nek del denarja, oblikoval sem nekaj paketov, no, potem kasneje, in s tem denarjem sem jaz v bistvu povečal našo proizvodnjo. In to je pa potem nekako domino efekt, ker vsak, ki vloži v sklad, omogoči v bistvu dostop do hrane še enemu več. In me prav veseli, da se je to sprejelo, da so se ljudje na to odzvali. Deluje pa po tem načinu, da v bistvu oni vložijo na primer glavnico, 1000 evrov, ki jo lahko začnejo črpati takoj, še isti dan v obliki naših pridelkov. Se pravi, jaz sem ta denar vložil v neka sredstva oziroma v nek projekt, imel sem pa na zalogi že nekaj hrane, tako da so ta del že začeli črpati. In rekel sem, glede na to, da če bi šel po ta denar na banko, bi mogel za to plačati tudi neke obresti. In zakaj pa ne bi jaz tem ljudem, ki so zaupali njihova sredstva, ponudil nekaj v zameno. Tako da sem potem še ta sklad dejansko tako prišel tudi do te ideje, da bi bil to sklad, ker dejansko stranke oziroma kupci, investitorji v tem primeru, dobijo več nazaj, kot so dejansko dali. In V bistvu odplačuješ kredit na način, da jim vračaš s pridelki. Tako, meni ne rabi skrbeti za prodajo izdelkov in na to vračati denar, ampak vračam to posojilo, ki sem ga dobil v obliki pridelkov. Zelo zanimiva pogruntavščina. Si opazil še kje v bližnji okolici, da kdo ima tak način? Ne, niti v bistvu nikjer po svetu nisem zasledil tega, tako da lahko rečem, da je tudi taka inovativna ponudba.
Se v bistvu tudi po tujini je bilo že v prejšnjih letih precej recimo teh košaric, ki so naprimer ljudje zakupili določeno količino hrane za celo sezono naprej, tako da je vedel kmet tudi koliko nasaditi, ampak tako da bi pa ponudil nek kmet več v zameno, kakor je dobil, tega pa še nisem zasledil. Tako da, jaz bom rekel, kar inovativna ponudba za naše stranke. Imaš inovativnega moža, Saša? Vem. Zdaj življenje na kmetiji skušate približati čim širši javnosti, zato ste v ta namen uredili učno pot, kjer otroci spoznajo, kako je potekalo poljedelstvo in spravilo krme včasih in kako to počnemo danes. Kaj vse še spoznavajo najmlajši na tej učni poti? Poznajo delo v sirarni, kako se je včasih delalo, kako se danes dela. Spoznajo tudi, kako se naredi kruh, od pšenice do kruha. Imamo eno tako delavnico, kjer spečejo otroci svoj kruh. Kaj še imamo? Mogoče najprej na začetku jim predstavimo, kako do osnovnih pridelkov sploh pridemo. Tako da najprej vzamemo ročno orodje, motike, grablje in take stvari, gremo v njivo, malo spoznajo zemljo, da tudi to delo ni najbolj čisto, da je treba včasih si roke umazati, zato da do hrane sploh pridemo. Potem nekako jih ta pot pelje naprej do strojev, je nekako prikaz, kako to obdelujemo danes. In delamo ene take vzporednice včasih danes. Tako da, kaj so mogli včasih narediti in kako si danes stroji to delo olajšamo. In potem seveda tudi delo z živalmi, sprehod čez ta naš park, spoznajo različne živali, njihove nekako značilnosti, tudi pogoje, kaj potrebujejo za preživetje, kako živijo, če morajo živeti v skupini ali lahko živijo posamezno. Tako, precej zanimiva zgodba. No. Pa tudi Tega smo že, ročno, strojno. potem naprej je ta naš park, oziroma iz tega našega parka se pot čez gozd odvije do pašnikov, tam spoznajo, kako je včasih potekala molža, kako poteka danes. Predvsem to, da prikažemo jim to, da spoznajo, da je bilo včasih vseeno več truda, kakor ga je danes. Danes si precej pomagamo stroji in tudi, da spoznajo, zakaj je dejansko danes hrana toliko bolj dostopna vsem. Zakaj jo je več? To morajo v bistvu vedeti, da so ravno te novitete tiste ključne. Ja, lepo je, da tudi na tem področju sledite nekim trendom, oziroma da ima vaša kmetija tudi nek pedagoški namen, če se tako učeno lahko izrazim. Sploh pa, ker imate vzgojiteljico pri hiši. Nisem edina vzgojiteljica pri hiši. Je tudi njegova mama, pa brat, pa partnerka, bratova partnerka, pa teta in sestrična, tako da nas je precej. V predšolski vzgoji nas je kar precej, tako da to njihovo strokovnost nekako povezujemo tudi s kmetijo in na ta način v bistvu širimo to zavedanje o kmetijstvu skozi en tak tudi strokoven način. Ja, zdaj, ker imate seveda doma tudi dovolj mleka, ga predelujete v razne izdelke in sem prebral v enem zapisu na družbenem omrežju, da ste ob novem letu pripravili nov beljakovinski napitek. Kdo ima tukaj prste vmes? Samo Saša ali Domen ali oba skupaj? Ali kako je prišlo do tega? Ko smo že ugotovili, je Domen ta inovativen. Saša pravi, da meni se glava nikoli ne ustavi. Ne? Pa ima, mislim, da kar prav, spim zelo malo. Delo nas, v bistvu sam razvoj kmetije je v tej fazi, da me precej veže tako v samo delo. Pa še tisto, kar spim, dejansko
preden zaspim, tuhtam o novih stvareh. To pomeni koliko? Spiš malo, kaj to pomeni malo? Tam 4-5 ur, kaj takega. Saj upam, da bo v prihodnje kaj boljše, ampak v tej fazi, v tej želji, v bistvu v teh naših najbolj produktivnih letih nekaj razvit, je pač tako, ne. Da. In če zdaj govorimo o tem beljakovinskem napitku, da se vrnemo k produktu, kaj je tako posebnega v tem napitku? Kaj pravite? Ja, meni v bistvu dostikrat zmanjka tudi časa, da bi pojedel tako, da bi se usedel in pojedel. Saj pojem res, jaz mislim, da kar kvalitetno hrano, glede na to, da jo pridelujemo Imate sam. doma? Ja, tako pa, da sem tudi zaradi tega dejansko ostal doma, ker sem gurman, ker uživam v okusih po srednji šoli in si pač na ta način tudi želel pridelati hrano sam. In to pomanjkanje časa je v bistvu mi dalo razmišljati, kaj bi jaz tako, kak izdelek bi naredil, da bi ga na hitro pojedel, pa da bi bil tak hranljiv, da bi mi dal dovolj energije, dovolj za razmišljanje, za delo in zdaj, ko je Saša v bistvu že šla na porodniško, sem jaz prevzel to delo v sirarni in sem rekel, ravno sem delal skuto, albuminsko in sem rekel, kaj pa, če bi jaz z te skute in sirotke nekaj razvil. In to je bilo to. Jaz sem si naredil en tak napitek, v bistvu skuto sem pustil, da se je v kotlu premiksala do konca, ker drugače moramo mešalo malček prej ustaviti, ko se skuta naredi. In to je bil tisti ključen trenutek, da sem rekel, daj da probam to in res probam, po okusu je bilo vrhunsko, pa tudi, ker je bilo to ravno zjutraj, je ta občutek sitosti držal zelo dolgo. In potem, ko gre človek še malo tako googlati, kaj dejansko albuminska skuta sploh ima, pa sirotka, sem ugotovil, da je to popoln beljakovinski napitek, ga pijejo tudi vsi športniki v fitnesih, sicer v malo drugačni obliki, ko oni si mešajo praške, mi imamo pa to najbolj naravno pristno hrano in tudi ta beljakovinski napitek. Tako da to sem rekel, zakaj pa ne bi ponudil tudi drugim in mogel sem mu dati neko ime, tako da odtot. Zanimivo. Ja, tudi recimo pri naših strankah se je zelo prijel in ga zelo pohvalijo, tako da sem vesel. Ja, kaj, ni drugega, da po pogovoru tudi medva poskusimo, ne? Tako se strinjam. V pripravi na naš pogovor sta med drugim dejala, da je na Primorskem zavest biti s podeželja, biti kmet, še zmeraj zelo necenjena, skoraj zaničevalnega značaja. Vidva tudi nista člana nobenega podeželskega društva, ker ga na Južnem Primorskem sploh ni. Ja, drži. Če pogledamo zemljevid v bistvu društev podeželske mladine, lahko hitro ugotovimo, da na tem Južnem Primorskem ni tega. Precej zaničevalen odnos je še vedno do kmeta, tudi recimo do nas, do naše kmetije, rečejo, kaj so se to odločili spet delati. En tak negativen prizvok ima biti kmet. Mogoče tukaj na Primorskem. In zato, ker nimava v bližini nobenega društva, tudi nisva člana nobenega društva, sicer bi z veseljem bila, ampak če naju pa kdo povabi, pa tako precej sodelujeva tudi Slovensko podeželsko mladino, Zvezo Slovenske podeželske mladine, tako da nekako pa na ta način sodelujeva v teh aktivnosti mladih na podeželju. Vezi torej so. Bi se sedaj še malo osredotočili, ko gremo k koncu našega pogovora, na vajin odnos. Veliko smo zdaj govorili o kmetiji in vsem, ampak tukaj pa res je začutiti, tukaj ne mislim, da se Kaja strinjaš, da imata res, da vaju veže en lep, pristen odnos. In ljubezen v partnerskem odnosu je seveda ena ključnih sestavin, ne? Tako kot je morda za ta napitek, o katerem si prej govoril, so ključne sestavine in tudi za en odnos so pomembne sestavine, pri čemer sta ljubezen, zaupanje in tako naprej res ključna. Vedno temu res data, se mi zdi, veliko pomena in sta v pričakovanju drugorojenke. Zdaj, kako doživljate, morda najprej Saša, ti, kako doživljate odraščanje
vajne hčerke Eve in kako uspeta usklajevati to starševstvo z vsemi delovnimi obveznostmi? Ja, gledati njo, kako raste, kako se vsak dan nekaj novega pokaže, je res neverjetno. Res ti da tisto energijo, da veš, zakaj delaš, zakaj greš pozno spat, zakaj zgodaj vstaneš in garaš cel dan, ker veš, da delaš to tudi za njo in veš, da ji boš na ta način lahko omogočil neko boljšo prihodnost, enkrat, ko bo večja. Midva usklajujeva. Ja, kako usklajujeta v bistvu obveznosti? Ne? Ker, recimo... Midva se zmenila, ne, že na začetku, da bova šla malo bolj po tradicionalnih teh stopinjah. Jaz sem zadolžena za gospodinjstvo in vzgojo, malo bolj kot Domen. Domen pa pač dela cele dneve, da lahko vse skupaj funkcionira. Ampak, kadar si pa vzame tiste pol ure, uro na dan, da smo skupaj, je pa to res tisti res kvalitetno preživeti čas skupaj. Pa jaz mislim, da mi bo tudi kaj kmalu pomagala, ker že zdaj kaže pri svojih 2 letih te ambicije, da v bistvu tudi to ljubezen že do živali, zelo rada gre z mano med živali, v njivo, na Valco, kot rečemo mi tukaj eni naši njivi, uživa v tem delu in mogoče je zaenkrat še bolj tako v rokah Saše, potem bo v mojih in se bo to delo malo razporedilo. Tako da najinim otrokom želiva privzgojiti eno ljubezen do narave, do dela na kmetiji in verjameva, da lahko to storiva samo z dobrim vzgledom. Komaj čaka sestrico? Ja. Ja? Sprašuje, kdaj pride? Sprašuje, kdaj pride, čakajo, boža ji poje, se pogovarja z njo. Tam vidite, je tudi punčka, že čaka, sedi. Zelo se veseli. Ko si ravno Saša pokazala na punčko, pa vidim, da punčka sedi pri eni harmoniki. Ja. Ja? Še en talent, ne? Oziroma še ena ljubezen. Ja, to je pa glasba. To je pa že od v bistvu mojega otroštva. Ravno Nono Toni mi je kupil prvo harmoniko, takrat še plastično. Tako da se je to razvijalo poleg kmetijstva in z njegovim delom naprej. In to je v bistvu že osvojila tudi Eva, oziroma uživa v glasbi. In že vleče tvojo plastično harmoniko od pravo do toven. Več kot očitno je, da sta polno zasedena mlada kmeta in starša. Kako pa si uspeta izboriti kaj prostega časa? Kaj najraje počneta skupaj? Ja, rečemo, soboto, konc. V tej uri končamo in gremo ven. Ali pa damo otroka v varstvo, eni ali drugi noni, obe zelo rade počuvajo. Je obema prva vnukinja. Tako da jo imajo vsi zelo radi in ni problem varstvo. In greva rado v kakšno gledališče, kakšno komedijo pogledati ali pa kakšno dobro restauracijo, kaj dobrega pojesti. Zdaj, kako si vzameva ta čas, dejansko je načrtovanje na kmetiji izjemnega pomena. Na kmetiji si nekako postaviš nek kratkoročni in dolgoročni plan in to nekako potem tudi izpelješ. In če veš, da boš nekega dne si mogel vzeti prosto, po domače povedano, druge dni postoriš tiste najbolj pomembne stvari, da to ne ostane za tisti dan. In na tak način funkcioniramo. Pa, kakor sem že rekel, tudi to v bistvu povezovanje z družinskimi člani, prevzemanje nalog drugih omogoči to, da tudi na kmetiji živiš normalno življenje, kakor se ga živi recimo v mestu, da to ni noben bav, ampak da lahko čisto tako normalno funkcioniraš in živiš. Pri vsem skupaj pa tudi stavita, saj tako je slišati iz vanih odgovorov, tudi na božjo pomoč. Točno tako. Absolutno. To je bilo vse, dragi poslušalci in poslušalke, v tokratni epizodi podcasta Mladost na kmetiji. Domen in Saša, najlepša hvala za vajen čas, da sta delila vajino osebno zgodbo s širšo Slovenijo. Želimo vam, da bi tudi v prihodnje izpolnila zastavljene cilje in se veselila skupnih trenutkov v družinskem krogu. Hvala. Najlepša hvala za povabilo. Hvala vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, ker ste nas poslušali. Z vami sva bila Kaja Zupanc in Marko Mesojedec. Se poslušamo kmalu.